pozdravljeni na tednu možganov. Zdaj bomo prisluhnili današnjemu drugemu predavanju, drugemu gostu, psihoanalitičnemu psihoterapeutu Zoltanu Papu, ki nam bo predstavil različne psihodinamske interpretacije poželenja pri odvisnikih. Našega drugega gosta lepo vabim prej in mu predajam besedo. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Glavna tema mojega današnjega predavanja bo torej sindrom odvisnosti, za katerega pač upam, da se lahko nekako strinjamo, da je to eden najpogostejših povezav med človekovim, seveda patoloških povezav, med človekovim duševnim dogajanjem kot nekim vzročnim področjem, pa posledicami na telesnem področju. Odvisnost ima seveda tudi številne druge posledice na drugih področjih, seveda psihološke, socialne, finančne, družinske in tak naprej, ampak vsaj pri teh odvisnostih, ki jih danes najboljše poznamo, pa ki jih tudi najdlje časa poznamo, to je odvisnost od alkohola, pa odvisnost od prepovedanih drog. V vsej tej široki paleti posledic so verjetno telesne posledice tiste, ki najpogosteje privedejo do prezgodnje smrti, ne? Se pravi, z napredovanjem pa poglabljanjem bolezni se vrstijo tudi razne telesne okvare, telesne bolezni, ki tudi, če jih zdravimo, kaj dosti ne pomaga, če same odvisnosti ne zajezimo. Ampak bolj kot na posledice bi se jaz danes poskušal osredotočiti na etiologijo, se pravi na vzroke, in pač predstaviti nekaj hipotez o tem, kaj je v bistvu v človekovi duševnosti takega, da ga tako zelo vleče in žene v smeri omamljenosti, samouničevanja, samodestruktivnosti, pa potem tudi na koncu samopogubnosti. Kar se tiče raziskav o etiologiji odvisnosti, je seveda bilo že dosti raziskanega, dognanega. Raziskave lahko nekako tako v dve večji skupini razdelimo. Ena je skupina teh starejših raziskav, ki so se ukvarjale z temi eksogenimi faktorji, to pomeni, da so probale odvisnost povezati z kakimi drugimi karakteristikami teh istih oseb, se pravi s kakim demografskimi značilnostmi, socialno-ekonomskim statusom, izobrazbo, delikventnim vedenjem, družinsko situacijo in tako naprej. Te sodobnejše raziskave, sodobnejša skupina raziskav pa so nevrobiološke, ki pa potem z raznimi sodobnimi aparaturami, se pravi slikajo, snemajo, opazujejo možgane in poskušajo simptome odvisnosti povezati z spremembami v možganih. Tisto, kar pa je na področju odvisnosti manj zastopano ali pa mogoče celo zapostavljeno, pa je ta psihodinamski aspekt, ki bi bil danes moje glavno neko orodje, s katerim bi jaz poskušal odgovoriti na te neke hipoteze oziroma poskušati pojasniti odvisnost, ne. Zdaj, če pač povem stavek 2 za uvod o psihodinamskem razumevanju. Torej, začetnik je bil Sigmund Freud v zadnjih letih 19. stoletja skupaj z svojimi sodelavci. In zakaj je v bistvu ta psihodinamski aspekt manj zastopan, lahko mogoče iščemo že v Freudovem času, ker on je namreč menil skupaj s svojimi sodelavci, da je pač njihova psihoanaliza manj primerna za zdravljenje odvisnosti. In to se vse do današnjega časa to stališče ohranilo. Deloma upravičeno, deloma pa tudi ne, ker v vsej tej več kot 120-letni zgodovini psihoanalize je prišlo do dosti različnih posodobitev, pa prilagoditev, pa inovacij, tako da danes imamo pač neko paleto psihoanalitičnih pristopov in izmed teh kažejo raziskave o uspešnosti psihoterapije, da so tudi posamezne te modalitete znotraj psihoanalitičnih terapij uspešne in učinkovite tudi pri zdravljenju odvisnosti. Sploh, če je pri odvisnostih prisotno še kakšne značilnosti raznih osebnostnih motenj. No, se pravi, za te klasične psihoanalize so se potem razvijale dosti neke različne posodobitve
In pač nekaj teh bi jaz, te pomembnejše, predvsem bi jaz danes uporabil za to, da v bistvu odgovorim na to vprašanje, kaj je v bistvu v človekovi duševnosti, predvsem v nezavednem delu človekove duševnosti, ne, ker pač psihodinamika razume človeka v smislu, da v človeku vladajo razne sile, ki so nezavedne, ampak na nas pa seveda zelo močno vplivajo. Ne. In bi probal pojasniti, kaj je v bistvu v človekovi nezavednem delu njegove duševnosti takega, kar ga v bistvu kliče v smeri samouničevanja. Ne. Zdaj, za izhodišče bi vsekako vzeli Freudovo teorijo, pa potem iz tega pač izpeljali posodobitve. Se pravi, Freudova teorija je govorila o tem, da je človekova ta najbolj primarna želja in najmočnejša želja zadovoljitev in potešitev naših gonov. Ne? Se pravi, da dosežemo neko ugodje in užitek. Ne? In človek v tem svojem najzgodnejšem obdobju lahko te svoje gone in potrebe zadovolji, predvsem, če je v neki simbiotičnem odnosu z svojim primarnim skrbnikom, se pravi z mamo. Ne? Mi potem tekom odraščanja našega moramo seveda zaradi raznih razlogov, psiholoških, družbenih, počasi to našo željo po tej simbiotični zlitosti opustiti, se temu odpovedati in Freud bi rekel, da nekako potlačiti v naše nezavedno. Ne? Zdaj tu pri potlačitvi moramo pojasniti, ne, kaj to pravzaprav pomeni. To ne pomeni, da ta želja potem izgine, se izniči pa preneha obstajati, ampak pomeni, da se v bistvu samo pospravi v tisti del naše duševnosti, ki se ga v vsakdanjem življenju manj zavedamo oziroma se ga ne zavedamo. So pa potem te želje, te naše vsebine še vedno prisotne in še vedno v nas aktivne in še vedno seveda precej močno vplivajo na nas. In potem v odraslejših, zrelejših obdobjih, ko mi zadovoljujemo neke svoje želje, neke svoje potrebe, seveda čutimo neko mero zadovoljitve, potešitve, pa potem seveda tudi neko mero manjka. Ne? Nekaj, kar je tudi zmanjkalo pri tem zadovoljevanju naših potreb. In to v bistvu kaže na to, da mi v odrasli dobi ne moremo doseči popolne zadovoljitve, ali pa vsaj ne za daljši čas, ne moremo biti na dolgi rok v tem stanju, lahko samo mogoče za neke trenutke, zato ker to v bistvu je v nasprotju z nekimi načeli zrelosti in realnosti, ne, odraslega življenja. In zato, ker bi to v bistvu pomenilo, da mi se vračamo v neka zgodnejša in prvotnejša stanja. Ne. No, se pravi, bolezen odvisnosti pa se poskuša temu dejstvu, da mi v odrasli dobi ne moremo doseči popolne zadovoljitve, se proba odvisnost temu izogniti, ne, zaobiti nekako to dejstvo in doseči vendarle tisto popolno zadovoljitev, ki je bila značilna za naše zgodnje otroštvo. Ne, se pravi, odvisnost poskuša pograbiti še po tistem deležu užitka, ki manjka do popolnega užitka, ne, karemu smo se pač mogli odpovedati v zgodnjem otroštvu, zato da bi lahko v življenju še kaj več dosegli, kot pa samo uživali v užitkih, ne, da bi lahko dosegli nekaj ustvarjalnega, konstruktivnega, dobrega, ne pa samo v bistvu nekako lebdeli v stanju užitkov. Ne. Tako da z vidika freudovske teorije je v bistvu odvisnost nek poskus, da bi se ponovno vzpostavil ta občutek harmonične enosti in harmonične neke simbioze z drugim, ne? Vsaj kar se tiče doživljanja. Zdaj iz te teorije je mogoče zanimivo izpeljati ene določene odpore do odvisnikov, ki vladajo v splošni populaciji, pa marsikje tudi v strokovnih krogih, ne, žal. Mislim predvsem na to, da nek običajni človek, laik na psihološkem področju težko začuti neko naklonjenost do odvisnikov, ne? Večina vsaj. In to zdaj lahko razumemo z tega vidika, kako sem prej rekel, da se pravi, mi za neko normalno, odraslo, zrelo funkcioniranje moramo držati naše primarne težnje potlačene, ne? Nekako pod kontrolo. In ko pa mi pridemo v stik z odvisniki, potem pa nas seveda oni za svojim vedenjem, za svojim funkcioniranjem, razmišljanjem, ne, ki je zelo tak na ugodje in na užitke usmerjeno,
nas oni spominjajo na te potlačene naše želje. In se pravi, takrat mi začutimo te odpore do njih. Ne? Jih začutimo predvsem kot nekak, mogoče ne najbolj prijetne osebe. Ampak z tega vidika lahko mi te naše odpore razumemo v bistvu kot neke strahove, ne? Pred lastnimi temi primarnimi potlačenimi težnjami, ne? Ki v primeru, da bi se pretirano aktivirale, bi mogoče lahko ogrozile ali pa celo narušile to našo neko strukturo zrelosti, ker smo jo pač mi tekom življenja mukoma izgradili, ne? In jo vzdržujemo. Tudi pač z pomočjo naših obrambnih mehanizmov potlačitve, ne? Tako da odvisniki pa v bistvu za svojim vedenjem, funkcioniranjem zelo nekako nas spominjajo na to, probajo to tudi iz nas izzvati, z namenom seveda, da se pridobijo podpornike njihovemu tako zelo na užitke usmerjenemu vedenju, ne? No in zdaj, če smo že pri teh vsebinah našega nezavednega, potem velja tu omeniti, da se mi teh naših potlačenih vsebin, niti lastnih, pa niti pri kom drugem, se pravi, ne glede na to, če smo mi v vlogi terapeuta ali pa v vlogi pacienta, ne rabimo bati, ne? Zato, ker tako kot je že Jung dobro to povzel v svojem zadnjem, mislim, enem znani izjavi, ne? Se pravi, ko je rekel, objemi svojo senco, je to recimo en akademski slikar z mojega rodnega kraja zelo dobro prikazal na svojih slikah, ne? Kjer je pač v bistvu s temi slikami je tudi dobil nagrado Prešernovega sklada prejšnje leto, da v bistvu za najbolj temno barvo, črno, je v bistvu dosegal to, da je prav najbolj temna barva nosilka svetlobe, ne? V bistvu lovilec svetlobe. In zdaj, če poskušamo najti neko analogijo za področjem psihologije pa duševnosti, potem vidimo v bistvu, da tisti deli naše duševnosti, ki so najbolj temačni, najbolj črni, najbolj nekak, ne, ki bi se jih najbolj nekako tudi mogoče sramovali, tam je v bistvu največja rešitev in največja rešitev za naše težave, ne? Tako da se teh lastnih temnin in lastnih črnin ne rabimo bati, ne? In tisto, kar mi probamo na področju psihologije tako nekako metaforično povedati pa izraziti, tisto je zanimivo, da slikarji pač znajo ustvariti take materialne dokaze za to, ne? Da so te temnine in črnine zelo v bistvu nosijo v sebi potencial svetlega, ne? Tako, to bi bil en taki klasičen freudovski pogled na odvisnost. In zdaj z te freudovske psihoanalize so se pač začele razvijati prve neke posodobitve ali pa prilagoditve, ne? Različice klasične psihoanalize. In v 30 letih prejšnjega stoletja egopsihologija bila ena taka prva pomembnejših, katere začetnik bi lahko bil tudi sam Freud, ne? Ker v enih njegovih poznih delih je možno zaznati neke zametke egopsiholoških konceptov, sigurno pa njegova hčerka Anna Freud bi lahko bila ena taka začetnica te smeri. Ampak zdaj, če mi hočemo razumeti odvisnost z vidika egopsihologije, moramo najprej mogoče razumeti koncept ponotranjanja oziroma internalizacije, kar pomeni, da če se otrok rodi v dovolj skrbno okolje, se pravi, ki je dovolj skrbno v fizičnem pa čustvenem smislu, pol on to funkcijo te skrbi ponotranje, ne? Postane del njega in to mu potem v bistvu omogoči, da se premesti iz te pozicije, da je dovolj dobro preskrbljen strani drugih, se premesti v to pozicijo, da dovolj dobro poskrbi za sebe. To mu omogoča ponotranjanje in to potem se kaže v nekih zrelih ego funkcijah, ne bi rekli v psihoanalizi. Se pravi, to je mišljeno v nekem zrelem in treznem, zdravem razmišljanju, ustreznem presojanju, predvidevanju, obvladovanju čustev pa impulzov, potem v nekem ustreznem obrambnem delovanju, ne? In tako naprej. No, in zdaj, če gledamo, kaj se pa zgodi recimo pri odvisnostih, pri odvisnostih pa je ta proces ponotranjanja nekako bil ali pomanjkljiv oziroma moten, ne? In odvisniki niso uspeli dovolj dobro ponotranjiti te funkcije skrbi za sebe. In tam, kjer so nastali največji primanjkljaji, je predvsem toleranca neprijetnih čustev pa obvladovanje neprijetnih čustev, ne?
tu so predvsem pri njih nastali primanjkljaji. In potem seveda z temi primanjkljaji odvisniki začnejo zlorabljati psihoaktivne snovi z namenom, da bi pač nekako zapolnili te deficite na tem področju, oziroma da bi nekako premostili te manjke, primanjkljaje na področju obvladovanja neprijetnih čustev pa tolerance lastnih neprijetnih čustev. Tako da z vidika egopsihologije je odvisnost v bistvu en taki poskus obrambe pred neprijetnimi čustvi. Se pravi, psihoaktivne substance se začnejo uporabljati in zlorabljati kot neki čustveni regulatorji, neki zunanji, umetni čustveni regulatorji, ki pač naše čustvovanje vedno spremenijo v smeri nekega lagodnejšega, prijetnejšega, udobnejšega in ne zdaj samo zato, ker so pač te droge tako sestavljene kemično, ampak tudi zaradi tega, kar človek sam nosi v svoji duševni strukturi neke deficite na tem področju. Ja. Dobro. Potem v naslednjih desetletjih, recimo tam konec 40-ih, pa predvsem v 50-ih letih prejšnjega stoletja se ta psihoanalitična teorija razvija naprej. In predvsem v Angliji se razvija ta teorija objektnih odnosov, ki je pomenila en precej velik preobrat v psihoanalitičnem, psihodinamskem pogledu na človeka. In ta teorija je trdila predvsem to, da se pravi samo to izkustvo, čustveno izkustvo, to doživetje zgodnjega odnosa z pomembno drugo osebo v zgodnjem otroštvu je v bistvu nek osnovni gradnik naše osebnosti. Se pravi, to doživetje mi ponotranjimo in potem skozi to doživetje mi zaznavamo, doživljamo in gledamo sebe in druge in svet in odnose, v katerih se znajdemo. In to pomeni, da mi sebe in druge vedno doživljamo rahlo popačeno v skladu z našo subjektivnostjo, ki pa je seveda oblikovana z strani naših zgodnejših izkušenj. To je recimo neki osnovni postulat te teorije. In potem zdaj, če gledamo odvisnost, teoretiki objektnih odnosov so pri odvisnikih ugotovili, da so pri njih ta doživetja, se pravi ta zgodnja doživetja medsebojnih odnosov, bila v neki meri ali pomanjkljiva ali pa v nekem smislu motena. In zdaj, če se najprej ustavimo pri pomanjkljivostih, recimo tisto, kar so odvisniki najpogosteje pomanjkljivo bili deležni, to je ravno ta izkušnja tega simbiotičnega zlivanja v zgodnjem otroštvu, z nekim našim primarnim skrbnikom, se pravi, z mamo je to najpogosteje. Se pravi, ta izkušnja enosti, se pravi neke simbiotične zlitosti, ki je v bistvu zelo pomembna za ves nadaljni razvoj človeške duševnosti. Se pravi, zato ker v tej simbiozi človek doživi neko tolažbo, neko pomiritev, predvsem neko splošno psihološko potešitev. In pravijo, da je pač pri odvisnikih ta izkušnja bila nekako manjkava, pomanjkljiva. In če je to pomanjkljivo pri posamezniku, potem se v bistvu lahko tudi tekom nadaljnega življenja ohrani eno tako neprestano iskanje, neprestano hrepenenje po tem, da bi bil vendarle deležen nekega dobrega odnosa, ki pa se navzven manifestno kaže bolj na tak način, da ta človek vedno znova išče neke užitke, neke ugodje, neka lagodja, njegovo življenje je zelo tako na užitke usmerjeno, z namenom, da bi si pač nekako kompenziral ali pa poustvaril tisti dober odnos, ki ga v zgodnjem otroštvu dejansko zelo verjetno ni bil deležen, oziroma doživetje predvsem tega odnosa. Zdaj, če smo prej rekli, da je ta izkušnja zgodnjega odnosa neki osnovni gradnik osebnosti, potem moramo pomisliti tudi na tiste situacije, pa na tiste doživetja, kjer pa ni bilo nekaj pomanjkljivega, ampak je bilo nečesa preveč. Se pravi, ko so te medsebojni odnosi bili prežeti z raznimi neprijetnimi doživetji. Recimo, to so otroci, ki so bili recimo deležni kakega zelo strogega pa krutega ravnanja staršev, ki so bili deležni kakega zastraševanja, poniževanja,
in tako naprej. In so se pač v njih začeli kopičiti razne neprijetne doživetja, ki so potem seveda zelo prežemala njihovo duševnost, postala del njih, ne, se pravi, kljub temu, da so ta doživetja imela zunanji izvor, se pravi, izvor v zunanjem svetu, so postala del njihove notranjosti in potem seveda oni skozi ta svoja doživetja primarno doživljajo sebe in druge. Ne. No, pri teh primerih pa potem droge in alkohol in druge psihoaktivne snovi služijo predvsem kot neki obvladovalci oziroma poskus odstranitve teh neprijetnih doživetij. Ne. Te osebe pogosto se potem poslužijo raznih psihoaktivnih snovi, ki povzročijo čustveno anestezijo. Ne. Se pravi, da naredijo naš čustveni svet, kot da ga ni. Ne. Zdaj, v tej vseh paleti drog je heroin je tisti, ki v največji meri to doseže, to čustveno anestezijo. Ne. Pa potem tudi druge neke droge, ki temeljijo na opioidnih učinkih. Ne. Recimo morfij. Ne. Morfij je tudi eden izmed teh opioidov in tale znanstvenik tam v prvih letih 19. stoletja, ki ga je sintetiziral, ta morfij ga je poimenoval po grškem bogu sanj, ne, po Morfeju. Ne. Grški bog sanj je bil Morfej in po njem je poimenovan morfij, kar v bistvu že kaže, da je mislim, da je bil kemik, ta znanstvenik, no, je že on vedel, da ta substanca, ki jo je sintetiziral, bo pač ljudi spravila v neko drugačno stanje. Ne. No pa zanimivo tudi alkohol. Alkohol tako zelo različno deluje na različne ljudi, ampak na nek delež ljudi tudi deluje v smislu čustvene anestezije. Ne. Se pravi, da čustveni svet odreže. Predvsem pravim pri tistih, ki so v svoji preteklosti imeli določena neznosna ali pa težko znosna doživetja čustvena. Ne. No, ampak problem pa je seveda, da prej ali slej učinek teh drog popusti. Ne. Prej ali slej koncentracija pade v organizmu, se izločijo iz telesa in potem se vsa ta neprijetna doživetja povrnejo v dosti hujši in dosti večji obliki. Ne. In takrat seveda posameznik ima tudi upravičeno dosti večjo potrebo po svoji naslednji dozi in dejansko tudi je potrebna večja količina psihoaktivnih snovi, da se doseže ponovno anestezijo. Ne. Tako da tu zdaj na podlagi tega lahko vidimo, da odvisnost je v bistvu en poskus rešitve oziroma poskus, da bi se človek zagotovil neka prijetna doživetja, nek prijeten odnos, oziroma je patologija, ki vsaj k temu stremi, dejansko pa povzroči čisto nekaj drugega, ne? Pa povzroči ravno nasprotno. Povzroči v bistvu ponovno podoživetje vsega tistega neprijetnega in neustreznega, kar je v bistvu človek že doživel. Ne? Tu zdaj mislim predvsem na abstinenčno krizo ali pa na kakšne druge posledice odvisnosti. Ne, za abstinenčno krizo vemo, ne? Se pravi, to je povezano z večino odvisnosti, vsaj ko pade koncentracija, potem pač se razvijajo razni neprijetni simptomi. In v vseh teh neprijetnih simptomih človek samo še enkrat podoživi vso tisto, ne vem, stiske in trpljenje in bolečine in tesnobe, ki jih je v svojih zgodnjih primarnih odnosih verjetno že doživel in ki so zelo verjetno vsaj prispevale k temu, da je sploh posegel po psihoaktivnih substancah. Ne? Tako da tako na simbolni ravni je v bistvu odvisnost ena ponovitev vseh že v preteklosti prisotnih težav. Ne? Tako kot je tale nemški filozof Nietzsche, ne, dobro napisal v svojem delu, ne, da kot da bi predstava bila vedno ista, samo nastopajoči so drugi. Ne? No, tu pri odvisnosti pa je celo še glavni nastopajoč, ne, vedno isti. Ja. Ja. Povej. Ja. Ja, zdaj, če... Aha. No, se pravi, vprašanje je bilo, če na podlagi vzorca konzumiranja drog, če se lahko sklepa na to, kaj je v bistvu bilo pomanjkljivo v zgodnjih odnosih. Ne? Ja.
Zdaj pri alkoholu vsaj lahko rečemo, da tu gre pač zgodba po določenih nekih zakonitostih. Ne? Se pravi, če imamo nekoga pred sabo, ki konzumira to samo na določena obdobja, vmes pa je trezen, nekaj tednov, mesecev, potem je to v bistvu samo neka začetnejša stopnja te iste bolezni, ne? Ki se bo v nadaljevanju zelo verjetno razvila v smeri, da bo začel konzumirati vse pogosteje, pa potem že vsak dan. Ne? To je pri alkoholu vsaj tak. Zdaj, da bi iz načina konzumiranja lahko sklepali to še v bistvu nisem razmišljal v tej smeri, nisem tudi zasledil v literaturi, se pa lahko sklepa iz drog, katere se posameznik poslužuje. Ne? Iz tega pa vem, da so dosti delali raziskav, se pravi, da predvsem tu gre za razliko. Se pravi, če nekdo koristi droge, ki recimo tipa heroin, ki ga čustveno pač nekako anestezirajo, odrežejo od sveta, ne? Ta tip odvisnikov, ali pa tisti odvisniki, ki koristijo droge, ki mu pač čustveni svet obogatijo, ne? Vsaj za čas jemanja. Recimo, to so pa tisti, ki jemljajo kakšne, predvsem iz te skupine stimulansov, kokain, ekstazi, ne? Tu te droge zelo tak naš čustveni svet, kako naj rečem, mislim, to je zdaj čudno rečeno, obogatijo, ampak ne, recimo, da obogatijo. Dokler je to v organizmu, vsaj ko se pa izloči, potem pa seveda osiromašijo, ne. Je pa zanimivi, mislim, še vedno med vsemi temi drogami je najbolj zanimivi alkohol, ne, ker on pa na različne ljudi zelo različno deluje, ne. Kot da bi tako že vnaprej vedel, kaj človeku manjka in tisto mu da, ne. To pa mislim, da alkohol edini taki. Ja. Dobro. No, potem v tej, znotraj te teorije objektnih odnosov je bilo še pač omenjen, je pač velja še omeniti tale koncept prehodnega objekta. Tega je tudi pač en angleški pediater in psihoanalitik uvedel, pa se z njim pač tudi ukvarjal, Donald Winnicott, ne. On je pač tu imel v mislih pač neko otrokovo najljubšo igračo, ne, ali pa neki njegov najljubši predmet, s katerim pač otrok nekako poskuša premostiti, ne, te frustracije ob prvih odsotnostih mame ali pa ob prvih pač primerih, ko se oddaljuje od svoje mame. Se pravi, on pač s tem pestovanjem svojega najljubšega predmeta ali pa najljubše igrače se poskuša pač sam sebi, ne, čustveno pomagati, da se premesti iz te faze simbioze z mamo v neko psihološko neodvisnost od nje. In to pač tako grobo rečeno, zgolj teoretično poteka tako v 3 korakih, ne, se pravi, v prvem koraku pač otrok vse, kar rabi za svoje psihološko ravnovesje, najde v mamini osebi, ne. Potem, ko se začne prvič tako od nje oddaljevati ali pa v prvih odsotnostih, potem so to skrb, to pomiritve, tolažbo in to čustveno skrb premesti na svoj najljubši predmet, ne, in se s pestovanjem tega predmeta nekako sam sebe čustveno tolaži. No, v 3. koraku pa potem to materino skrb ponotranje in tako začne za sebe skrbeti, kot je pač mati skrbela za njega, ne, v čustvenem smislu. No, in zdaj, če smo vsaj malo samokritični, ne, bolj lahko vidimo, da takih prehodnih objektov je v odraslem svetu tudi kar nekaj, ne. Zdaj, recimo, če si predstavljamo neki prostor, neko, recimo, čakalnico, kjer je kup ljudi, ki se med sabo ne poznajo, potem si to danes zelo težko predstavljamo, da bi vsi te ljudje tako popolnoma v tišini in v miru sedeli in bili sami s sabo, ne. Zelo hitro se v današnjem času pojavi ta potreba, da se nekaj z nečim zamotimo, da nekaj preusmerimo svoje misli, da zapolnimo svoj ne, samo da ne bi bili v družbi samim sabo. In tisto, kar pač danes najpogosteje vzamemo v svoje roke, so naši telefoni, ne. To je pač najpogostejši prehodni objekt odraslega sveta, ne. Ampak to seveda ne pomeni, da smo zdaj mi vsi na nivoju teh prehodnih objektov, ne, to pač pomeni samo to, da koliko pač ta sodobna tehnologija pač nam prihaja naproti, toliko pač tudi izziva v nas neke manj zrele
elemente naše osebnosti, ki smo jih seveda mi že zdavnaj prerasli, ampak še vedno so pa nekje del nas, ne, in se jih da nekako izzvati. Ne. In zdaj, no, če z vidika tega prehodnega objekta probamo razumeti odvisnost, potem te pa za odvisnike lahko rečemo, ne, da oni pa so nekje kot v neki fiksaciji ali pa v nekem razvojnem zastoju v tej fazi, kjer so značilni prehodni objekti. Ne. Se pravi, v tem obdobju, ko človek nujno potrebuje nekaj izven sebe, da bi obvladoval svojo notranjost. Ne. In se pravi, droge so sigurno za odvisnike, pa alkohol so sigurno za odvisnike njihovi prehodni objekti, ne, s katerimi pač oni nekako sami sebe tolažijo, pomirjajo in pač spravljajo v neko psihološko ravnovesje. Ali pa si hočejo prikazati oziroma uprizoriti neko podobo te skrbne, pa negujoče, pa empatične matere, ne, ki jo mogoče zelo verjetno v svojem zgodnjem otroštvu dejansko niso bili deležni, ali pa vsaj ne v toliki meri, kot bi si želeli ali pa kot bi mogli biti. Ne. Pravijo tudi, da pač ta empatična uglašenost matere do otroka je najpogostejši razlog, ne, zakaj otrok ne uspe ponotranjiti te ustrezne čustvene skrbi za sebe. Ne. In pri takih osebah potem se pač v odraslem življenju tudi lahko razvije to, ne, da so v večnem iskanju nekega svojega čustvenega skrbnika v zunanjem svetu. Ne. Vedno iščejo nekaj, s čimer bi lahko obvladovali svojo notranjost. Zdaj pa to je lahko druga oseba ali pa drugi neki predmeti, če pa so to psihoaktivne substance, alkohol, potem pa je to začetek odvisnosti. Ne. Ja, tako da to je z vidika tega koncepta. Zdaj pa še zadnja, taka pomembnejša teorija v tej zgodovini psihoanalize pa je bila self-psihologija. To pa se je tam začelo razvijati konec 60. ali pa začetku 70. let. In ta teorija, ta paradigma pa uvede ta koncept self-objekta. No, to zdaj ni tako zelo drugače, kot so že prejšnji teoretiki rekli, se pravi, to je pač mišljena neka pomembna, čustveno pomembna druga oseba v zgodnjem otroštvu, ne, se pravi, to je mišljen nek primarni skrbnik, ki pač namesto otroka opravlja neke njegove psihološke funkcije oziroma zadovoljuje neke njegove psihološke potrebe, ker pač on sam še ni toliko zrel, da bi to zmogel sam, ampak seveda zato, ker to opravlja namesto njega, otrok pač doživlja to osebo kot da je del njega samega. Ne. No in ta self-psihologija izpostavlja predvsem dve taki psihološki potrebi, to sta idealizacija pa zrcaljenje. Idealizacija tako v grobem pomeni, da pač otrok ima možnost biti v odnosu z neko osebo, ki ga doživlja kot večjo, močnejšo, ne vem, sposobnejšo, tako z otroške perspektive tudi vsemogočno, ne. In potem seveda, ker otrok nima še razvitega tega svojega nekega lastnega aparata, da bi obvladoval vse vplive pa spremembe v okolju, temu seveda za njegov občutek varnosti zelo dobro dene, da je v odnosu z nekom, ki pa je tak vsemogočen, ne, z njegove perspektive. Če tudi ne dejansko, ampak vsaj kot rezultat njegove idealizacije. Ne. No, druga ta potreba pa je potem zrcaljenje, ne, se pravi, to pa gre v nasprotni smeri ze strani starša do otroka. To pa pomeni, da je pač otrok že zaradi samega svojega bitja in obstoja deležen neke čustvene odzivnosti ze strani starša. Ne. Se pravi, tako kot je začetnik te self-psihologije rekel, da vidi v materinih očeh tisti lesk, ne, samo zato, ker obstaja, samo zato, ker je in samo zato, ker je njen. Ne. Tako, to so neki osnovni postulati te self-psihologije in pač to iz tega zdaj pač lahko probamo nekako razumeti odvisnost z te perspektive. Se pravi, z tega vidika lahko odvisnost razlagamo kot neko preveč nenadno ali pa preveč zgodnjo ali pa v glavnem preveč bolečo in preveč frustrirajočo izgubo pomembne druge osebe, zaradi katerega otrok ni uspel razviti lastnih psiholoških sposobnosti in ostaja odvisen od zunanjih oseb ali od zunanjih predmetov, ki pa to potem opravljajo namesto njega. Ne. Tako da v bistvu z vidika self-psihologije je odvisnost kot neki deficit, ne, v psihološki strukturi
No, to je tudi pač neka kritika self-psihologije, ne? Da na vse patologije gleda z vidika nekih deficitov, primanjkljajev. In self-psihologija izpostavlja predvsem deficite na področju občutka lastne vrednosti, ne? Občutka samospoštovanja, kar pač posameznik ali nima, ali pa je prešibko, da bi vzdržalo tudi neke frustracije, ne? Se pravi, da bi se mi počutili tudi dovolj vredno in predvsem dovolj vredno, tudi v času nekih, ne vem, izgub ali pa zavrnitev ali pa nekih, ne vem, porazov, neuspehov in tak naprej, ne? In seveda, če to ni dovolj stabilno samo po sebi, potem lahko pač začne človek to na tak način nekako obvladovati ali pa se spopadati s tem svojim mankom, da ta svoj idealizirani objekt ali pa, ne, se pravi, v primeru odvisnikov je to droga, pač umesti v sebe, ne? In potem ta idealizirana substanca namesto njega opravlja vse te psihološke funkcije, ki jih pač sam ne zmore, ne? To. No, ampak seveda ni to tako preprosto, ne? Zato ker odvisnik se seveda znajde vedno znova pred krutim dejstvom, ne? Da se ta substanca izloči iz organizma, ne? In potem je pač postavljen pred dejstvo, da si mora to ponovno zagotoviti, ne? In to je v bistvu potem z vidika self-psihologije spet začetek odvisnosti, ne? Tako da z substancami, z alkoholom si pač ni možno zapolniti naših deficitov, ni možno si izgraditi nekaj psiholoških sposobnosti, ne? Ampak to je možno pač samo v nekem dovolj korektivnem medsebojnem odnosu, ne? Se pravi, nekem dovolj varnem, dovolj zaupanja vrednem, dovolj čustveno uglašenem, ne? To so pač ponavadi v nekih terapevtskih okvirjih. Ampak odvisnost pa seveda naše medsebojne odnose razdira, uničuje in v bistvu z tega vidika vidimo, da uničuje ravno tisto, kjer se v bistvu skriva nek potencial rešitve in potencialno zdravilo za to, ne? Tako da to je pač z vidika te teorije. Ja, potem za konec, no to je bil pač neka glavni namen mojega predavanja, da bi predstavil psihodinamski pogled na odvisnost, ne? Se pravi, ali pa odvisnost z vidika teh 4 pomembnejših psihoanalitičnih paradigem, ki so pač precej vplivale na zgodovinski razvoj psihoanalize, pa hkrati tudi precej dobro to prikaže, kaj bi naj bilo moje glavno sporočilo tega predavanja, ne? Se pravi, da je odvisnost neka posledica že predhodno prisotnih, že nekih zgodnejših težav v medsebojnih odnosih, ne? V zgodnjih medsebojnih odnosih z primarnim skrbnikom. Se pravi, predvsem tega, ali da je v teh medsebojnih odnosih nekaj primanjkovalo, nekaj manjkalo, ne? In potem odvisnost poskuša to nadoknaditi, kompenzirati, si to ponovno nekako zagotoviti, to, kar bi mu sicer pripadalo, ali pa posledica nekih neustreznosti, nekih neprijetnosti, ki jih poskuša odvisnost odstraniti, obvladovati, anestezirati, ne? V čustvenem smislu, ne? In potem seveda ali za teh manjkov ali zaradi teh neustreznosti je seveda prišlo do težav pri ponotranjanju tega, ustrezne čustvene skrbi za sebe, ne? In potem začne si človek pomagati na tak način, da koristi te psihoaktivne substance, ki potem namesto njega opravljajo to, kar sam ne zmore, ne? Tako da z tega vidika lahko vidimo, da je odvisnost v bistvu en poskus rešitve, ne? Ene take zelo iluzorne, zelo navidezne, zelo začasne rešitve, ne? Strmi v tej smeri, ampak to, kar pa dejansko povzroči, je pa ravno nasprotno, ne? Človeka samo še dodatno oddaljuje od tistega, kar mu dejansko manjka, ne? Se pravi, ena ustrezna, samostojna, zrela, čustvena samoregulacija, ne? Ja. Zdaj, kar se tiče zdravljenja, to bi si verjetno zaslužilo posebno poglavje, ne? Da bi še o tem kaj rekli. Mislim pa, da tale velikan ruske literature, ne, Dostojevski, je to v enem izmed svojih romanov dobro povzel, ne, že v 19. stoletju, da človeški odnos lahko navsezadnje počloveči celo takega, na katerem je Božja podoba že zdavnaj pobledela, ne. To je pač sigurno ena rdeča nit ali pa vsaj en osnovni temelj zdravljenja odvisnosti, pa tudi vseh ostalih duševnih težav, ne.
tako, če za konec probamo združiti tisto, kar smo spoznali o vzrokih, pa o etiologiji odvisnostih, ne, pa če potem damo tu zraven posledice, to, kamor odvisnost vodi, ne, se pravi v neko samouničevanje in samopogubnost, potem v bistvu lahko sklepamo, ne, kaj v bistvu ta fenomen odvisnosti sporoča, ne, oziroma kaj posameznik, ki je zapleten v to patologijo, v bistvu sporoča. Ne. Sporoča v bistvu to, da če nismo dovolj nekako razumljeni, sprejeti, če nismo dovolj ljubljeni za strani naših pomembnih drugih oseb, potem v bistvu vredno živeti ni. Ne. To se sicer sliši tako zelo radikalno, ampak Freud bi se sigurno strinjal, ne, da je pač naše nezavedno zelo radikalno. Ne. Tako da to bi bila neka osnovna nit zdravljenja, ampak to pa zdaj seveda ne pomeni, da mi tekom zdravljenja te potrebe ali pa te manjke samo izključno zadovoljujemo. Ne. To pa daleč od tega, da bi zdravljenje samo to predstavljalo. Ne. Zato, ker to vemo, da tisto, kar je bilo v otroštvu zamujeno, tisto se v popolni meri v odraslosti ne da nadoknaditi. Ne. Tako. To bi bilo nekako z moje strani za danes.